Od jeseni 2013 do jeseni 2014 je potekal projekt usposabljanja gluhih in naglušnih za dvig zaposljivosti na področju kulturne dediščine. Projekt je bil izveden pod okriljem Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za kulturo, vodil pa ga je Ratio Social v sodelovanju z muzejem in galerijami mesta Ljubljana ter nevladnima organizacijama, Zavodom Preskok in Zavodom za podvodno arheologijo. V projekt se je vključilo 11 gluhih in naglušnih različnih starosti ter poklicev in stopenj izobrazbe. Čeprav je dostopnost do kulturne dediščine temeljna pravica vseh ljudi, kulturne vsebine za gluhe in naglušne večinoma še vedno ostajajo nedostopne, saj niso tolmačene v znakovni jezik oziroma ni poskrbljeno za namestitev in pravilno delovanje indukcijskih zank. Projekt Kulturna dediščina povezuje smo pripravili preprosto zaradi tega, da bi čim večjim gluhim in naglušnim osebam omogočili oglede po razstavah in muzejih. Danes po tem povabilu sem najbolj vesel, da nas je vodila gluha oseba in da sem prvič doživel tako. Udeleženci so z mentorji pripravili razstavo Kolo sreče s spremljevalnimi programi v Mestnem muzeju Ljubljana in 2 eksperimentalni delavnici na prostem na temo koliščarske dediščine na Verdu pri Vrhniki. Razstavo si je ogledalo preko 1200 obiskovalcev. Seveda tudi namen to, da oni svoje znanja pridobljena tudi naprej predstavljajo javnosti, tako da dejansko lahko delujejo v prihodnosti kot vodiči. In da v okviru pedagoške, muzejske službe, ampak tudi širše, recimo v okviru teh izkustvenih delavnic, odprtih vrat in drugih prireditev, da lahko oni kot usposobljeni animatorji znajo te veščine predstavljati. Drugi sklop teh delavnic je potem izvedba izkustvenih delavnic pa dnev odprtih vrat za širšo javnost na Vrhniki. Tam smo pri Pekarskih ribnikih postavili prizorišča za 4 delavnice, to so teme glina, kamen, ogenj pa les, in so potem oni že kot izurjeni animatorji potem sprejemali posamezne obiskovalce ali pa cele skupine, družine z otroci in so jih potem vodili skozi ta proces. To, kar smo jih prej, to znanje posredovali, so ga zdaj podali naprej. Da je ta delavnica poteka tukaj za odrasle in sem prišel na pogled, tukaj sem bil zelo zadovoljen, zelo lepo, tudi ta jezer, tudi kako se ogenj naredi, tudi koruzo smo pekli, tudi slikovni material je okrog zelo lepo prikazan, zelo lepo in mi je zelo všeč.
Tako da tudi zgodovina je zelo zanimiva in tudi hrana, ki so nas pogostili in povabilo, zelo sem zadovoljen in čestitam. V osnovni šoli smo veliko hodili tudi zgodovino po muzejih in to me je zelo zanimalo. Ampak to predstavitev kot danes mi je bilo pa zelo zanimiva in začetki je bilo zgleda zelo težko, da so prišli do hrane in do teh materialov, kar smo danes videli in je zelo lepo, super. Na delavnicah mi je bilo všeč, družili smo se z otroki. Všeč mi je bilo, ko so me oblekli v oblačila, ki so jih nosili koliščarji in da so mi dali obesek. Pa še bi prišla na te delavnice.